Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Vse se spreminja, nekatere stvari pa ostajajo enake. Ne, nič ni povedal, sam šel je. 12 bo tukaj novinarska konferenca, pa kar tam pride, no. Tako da ne bom nič pred tem, ne. Ne bi, ker bomo dvakrat razpravljali. Pa je bil korekten postopek, ali lahko vse to poveste? Postopek je bil zelo korekten. Tako da jih... Ste sodelovali? Ja, volitve se bližajo in hišne preiskave pri Jankovićih so nekako postale že kar del predvolilne folklore. Ali je to zato, ker je ljubljanski župan z družino v toliko postopkih, ali pa zato, ker so pri nas volitve kar naprej, presodite sami. Edino, kar je drugače je, kdo je prvi na lokaciji preiskav, pač odvisno od tega, kdo je na oblasti. Tokrat je bil to Planet TV, naslednjič pa bo verjetno že kakšna druga televizija. Sedaj pa se lotimo 58. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali ugovor vesti, kaj dela vest v politiki. Delujejo slovenski politiki po svoji vesti ali pa jih ta zgolj ovira, bomo vprašali naša stalna komentatorja, Lucijo Šikovec-Ušaj in dr. Boštjana Marka Turka. Toplo pozdravljena. Dobro večer. Lucija pa Boštjan, če pogledamo iz vajinih strokovnih področij, najprej, Lucija, v pravosodju, kakšno težo ima vest? A je vest, ima kakšno težo pri tvojem delu oziroma pač v pravosodju v teh postopkih, ali je to bolj ovira? Takole bom rekel, že ko se odločiš za ta poklic, se zavedaš tistega temeljnega načela, da ne braniš dejanja, ki ga naredi človek, ampak človeka. Torej, vest kot taka je torej nekako odnos, kako presojaš svoja ravnanja, svoja moralna ravnanja pri določeni stvari. In kot odvetnik se moraš potruditi po svoji zaprisegi, da boš delal v dobro svojega klienta, ne glede na to, karkoli se mu očita. Tako da bi jaz tukaj rekla, da nimam težav z branjenjem klientov, karkoli so že naredili. Rajš pa imam krive kliente kot nedolžne, to je dejstvo, ker včasih si le sam s sabo pogovarjaš in se sprašuješ, ali si naredil vse v dobro svojega klienta ali ne. Torej, vest te opominja, da delaš dobro, da se trudiš in včasih se zbujaš ponoči zaradi koga, ki ti bolj leže oziroma te bolj prizadene oziroma skratka se te bolj dotakne kot kakšna zadeva, kjer veš, da imaš klienta krivega, pa pač strokovno paziš, da postopek teče pravilno, ne. Tako da... Kaj pa na splošno bi rekla, Lucija, da sodniki sodijo po pravu, verjamemo, ne, saj upamo, ampak tudi kaj povesti? Imaš včasih občutek, da sodnik to kaj upošteva, ne? So sodniki, ki sodijo po svoji vesti in te sodniki so dobri sodniki, zato ker zgolj črkobralsko, ne, kot pravimo, sojenje po zakonu in gledanje zgolj v te črke in povedi nekega člena zakona ti ne bodo dali pravilnega odgovora. Ali je tvoj klient kriv oziroma ali je obdolženec kriv oziroma v civilnem postopku, kdo ima prav. Tukaj moraš uporabiti torej tudi moralo, ne. In najlepše je, kadar se pravo pa morala pokrivata, ne. Žal pa se to vedno bolj odmika, ne da bi se ta krog oziroma presek prava in morale torej večal, a ne, se dejansko presek teh dveh pojmov pač nekako odmika in zakoni, ki ustrezajo naši moralni percepciji, se tudi najbolj spoštujejo od ljudi, ne. Mislim, vsak bo spoštoval zakon, ki ustreza tudi njegovim moralnim normativom. Tako. Ja. Boštjan, kako pa je recimo v filozofiji pa v književnosti z vestjo?
Ja, kako je v filozofiji pa književnosti z vestjo? Preprosto tako, da tista, bi rekel, književnost, ki hoče biti nje književnost in tista filozofija, ki je filozofija, ne morata drugače, kot da imata vest in da gradita na vesti. Recimo, ne vem, Dostojevski, Zločin in kazen, ne vem, Dante, ne vem, teh primerov je neskončno. Ne? Drugo vprašanje pa je, kako je pa z vestjo pri slovenskem pravosodju. Ne? Jaz sem danes žal, ne, spet se pravi bil obveščen, da se ta, bi rekel, teater absurda, se pravi preganjanje mojih 3 stavkov v zadevi Pirjevec Piracij, a ne, ki ga je zdaj dopustilo Ustavno sodišče po 11 letih vrača spet na prvotno sojenje, se pravi novih 11 let. Ne. In mislim, to se mi zdi pač nekaj, kar je skregano z vestjo. In se mi zdi nekaj, kar konec koncev to zdaj moram poudarjati, ne, se to je nesmiselno. Ne. Jaz sem v bistvu največja žrtev svobode besede v Sloveniji, kajti pač moja družina je morala od leta 2018 do tega trenutka plačati približno 30.000 evrov, se pravi ne več kot 30 in ne manj kot 28,5, zaradi 12 stavkov in še 13. stavka, ki sem ga izrekel 3 leta nazaj o Luki Mescu, ker smo v fazi poravnave, tega pač ne morem komentirati, ampak to je ena moja letna plača na filozofski fakulteti, zaradi 12 oziroma 13 stavkov, od katerih so vsi resnični. In jaz seveda zdaj druga, mislim, to, kar je pa zdaj tragično, ne, je pa, da moje edino orodje je pač, oziroma orožje in orodje je beseda. Ja. In da sem, če smem to zaključiti, ne, in da sem se znašel, nikoli si nisem mislil, če ste me že vprašali, oziroma si me Ljuš vprašal, povesti v literaturi, da bom igral vlogo, bi rekel, Šeherezade, namreč 1001 noč, ko je svojo besedo odlašala in odganjala smrt. Ne? In jaz svojo besedo, se pravi tudi predvsem v tujini in tudi to, kar zdaj tukaj govorim, ko nastopam zoper krivične sodbe v zadevi Taufer, omenjam Majo Stanković, ki me je krivično obsodila na 1. stopnji, in sodnico Višjega sodišča Ireno Veter, ki mi je bila poročevalka in je predala potrditev krivične in protipravne in celo protiustavne obsodbe na 2. stopnji, jaz to prenašam tudi v tujino. Ne? In moja beseda je edino, kar stoji zdaj med tem, da mi vratu ne zadrgnejo, a ne? Kajti besede, predvsem pa izrečene v tujini, in naj povem tudi to, da je ta primer Pirjevec in primer Taufer šel k Sofiji N. Welt in je sedaj v Evropskem parlamentu, zahvaljujoč eni evropski poslanki in enemu univerzitetnemu profesorju, ki je to pač predstavil, ker je bil pač integriran v to komisijo. Ne? Ampak to je grozljivo, da mislim, če gremo nazaj, kje imajo ti ljudje, ki tako sodijo vest? Kje ima Maja Stanković in kje ima Irena Veter vest? Jaz sem ocenjeval veliko študentov v svojem življenju, a ne, ker je to moja služba, ampak jaz nikomur nisem odrekel znanja, ki ga je pokazal, ali nikomur priznal neznanja, ki ga je tudi pokazal, znanja, ki ga ni pokazal. Jaz tega v življenju nisem enkrat naredil. V svetu se ne najde človek, ki bi rekel, mene je Turk krivično ocenil in ravnal zoper elementarne postulate vesti. Jaz tega nisem naredil, tega ne delam in tudi ne bom naredil. Sprašujem pa se, kje je vest teh ljudi, ali pa kje je vest, bi rekel, Špele Koleta, ki je obsodila Milka Noviča, ali pa, ker to vem, da sem prepričan, kje je vest ljudi, ki so obsodili tako rekoč takrat komaj polnoletnega Ivana Periča za trojni umor v Rovinju in mu uničili življenje, ki so imeli vest. Ja, razumem. Sej to vprašanje za oba. Ne? Ti kafkovski procesi, ki jih je recimo Boštjan deležen, pa po drugi strani dostikrat rečemo, vest mi ne da miru. Ne? Boštjan je na lastni koži izkušal, da je to tudi, če ti vest ne da miru, da ti nalaga, da nekaj poveš, pa potem se ti takole vrne. Ne? Ko je zdaj po vajinem mnenju s to vestjo? Vidimo recimo na področju pravosodja, vest včasih pride, poštev čas ne, a preveč zahtevamo recimo od politikov, ko jim nalagamo, ne nazadnje ministri recimo prisežejo, ne, in predsednik vlade, da bodo ravnali po svoji vesti. A smo preveč zahtevni do recimo politikov, ko jim nekako nalagamo, da ravnajo po svoji vesti, če vidimo, da na drugih področjih javnega življenja pač ni nujno, da se vse dogaja po vesti. Aljuš, če lahko jaz? Ja, seveda.
Torej bi rekla, da nasprotno, premalo smo zahtevni in zaradi tega grejo zadeve navzdol. Vsi mi trije smo teh 30 let samostojne Slovenije živeli, a ne, v odrasli dobi, mislim, mogoče Aljuš še ne čist, Še ne čist, ja. ampak vendarle smo doživeli tudi boljše čase, ne? In bolj poštene čase in bolj korektne čase. Torej to, da je politika, kot zgled državljanom, a ne, pokazala tako nizek nivo. Torej, prvo, da vemo, vest je, kako moralno ocenjuješ svoja dejanja, ne? In očitno jih svoja moralno več ne moralno zelo z lahkoto ocenjujejo kot dobra. Temu vzrok je pa lahko po mojem vedenju samo denar ali položaj ali nek privilegij ali karkoli temu, da se ti znižuje občutek vrednot, kaj je prav, kaj je narobe in lahko mirne vesti odideš domov. Torej posnetek Ive Dimic sem videla, ki je govorila, kako se ne strinjajo, kako ne podpirajo ministra Vizjaka in potem z njim delala selfie. Torej, tak človek gre potem domov, predstavlja krščansko stranko, edino krščansko stranko v Sloveniji, s tem splune na krščanstvo kot na tradicionalno religijo evropsko, ki nam je dala jasno vedeti, kaj se sme in česa ne. In je sama s seboj zadovoljna. Torej, njen odnos do njenega dejanja kaže na to, da ga je sprejela kot moralno pozitivno ravnanje. Da ima mirno vest. Ima mirno vest in verjetno debelejšo denarnico, ona ali kdo od njenih. To je moje mnenje. In če delajo tako politiki, se potem sprašujejo sodniki, zakaj pa mi ne. Se potem lahko zdravnik vpraša, človek malo slabo zgleda, poleg vsega rabimo pojslo, pa mogoče je malo tečen že, a ne, pa tudi je že star, pa svojce bi šli radi na dopust, pa ga lahko tudi konec koncev damo, malo tudi umaknemo. Ne govorim o tem, kaj se dogaja v domovih starejših, kjer hodijo preko ljudi, ki ležijo, jaz imam posnetke in tožbe vložene, stopajo preko njih, nihče jih ne dvigne. Zdaj imam zahtevek, ko so pač nebogljeno, torej varovanko poparili z vrelo vodo in podobne zadeve. Mislim, to so ne napake, a ne. To je enostavno brezvestno delo. Ja, pomanjkanje vesti, praviš. Tako. V redu, bomo si vzeli zdaj krajši premor, ampak ne nam uiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kaj dela vest v politiki. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami sta še vedno Lucija Šikovec-Ušaj in Boštjan Marko Turk, pogovarjamo pa se o tem, kaj dela vest v politiki. Zdaj, Lucija, Boštjan, pri glasovanju o interpelaciji, mislim, da zoper ministra Vizjaka, so poslanci Nove Slovenije napovedali, da bodo glasovali po svoji vesti. Zdaj, na koncu so se vzdržali. Tu se nam verjetno lahko zastavite dve vprašanji, ne? Kako sicer glasujejo, če so zdaj posebej rekli, da bojo glasovali po svoji vesti, in kaj to pomeni, če glasuješ po vesti, pa se vzdržiš? Ali ne pomeni to, da če glasuješ po svoji vesti, da se pač opredeliš tako ali drugače? Oni so se vzdržali. Zdaj, kaj vidva pravite na to? Je ta vest in pač je bila res tu vest v igri, se pravi, ali je ta vest zatajila, ali kako si vidva to razlagata? Izpostavljam to kot izhodišče, zato ker so sami rekli, da bodo glasovali po svoji vesti. Ne kritiziram njihove izbire zdaj. Ta je pač lahko komu všeč, komu ne. To mi ni zdaj tako važno. Bolj me zanima to vajino mnenje okoli te vesti. A vidva res verjamete, da so oni se vzdrževali po svoji vesti ali kako drugače? Boštjan, boš ti mogoče začel? Lahko, torej jaz mislim, da čisto preprosto, da je problem v tem, mislim, da problema ni, ne. Ja. Mislim, hočem reči, da, ne, pač torej, da se vzdržiš, ne, se preštevajo za, proti, vzdržanje, pač ena od modalitet, oblik glasovanja. Pač oni so rekli, da ga ne podpirajo, ne, ampak to očitno ne pomeni, da ga pač želijo zrušiti. Najverjetneje tudi zato, ker bi s tem
bi rekel, stvar v državi še dodatno situacijo zapletla, ker potem bi se morala vlada ukvarjati z poiskanjem novega ministra oziroma ne vem, kako so te modalitete, ampak dejansko čist formalno oni niso naredili nič narobe, ker ti lahko glasuješ tudi tako, da se vzdržiš. Ja, se nisem govoril o formalnosti. Govoril sem o tem, a ti verjameš, da so oni glasovali po svoji vesti ali ne, ker rekli so, da bojo, ne? Ja, oni so glasovali po svoji vesti, tako da jim vest ni dala nekaj, pa nekaj dala. To je čisto recimo en podoben primer, ki sem se ga spomnil. A ne, recimo, se pravi, Kantov etični imperativ, vedno moraš ravnati po svoji vesti in vedno ne smeš nikoli lagati ali pa zatajiti. Zdaj pa, to pa vem, ne, se pravi, pride gestapo v hišo nekje v Franciji med drugo vojno, ne, hiša skriva Žide in vprašajo pač gospodarja, ne, ali imate pri vas doma kakšne ubežnike, kakšne Žide. In on pravi, ne, seveda ne. Ampak on je seveda lagal, ne? In je s tem prekršil moralni zakon, ne? Ampak lahko bi pa odgovoril po pravici, pa rekel, da, Herr Ober, spodaj so v kleti, a vam prinesem ključe. Ne? Ja, in potem bi pač te ljudi dali v taborišče in bi umrli. Sprav ta človek je ravnal pač po svoji vesti, čeprav je ravnal zoper svojo vest, ker je pač pričal po krivem, oziroma prekršil pač tisto božjo zapoved, ki to govori. Zdaj pa bodi tukaj pameten, jaz nisem. Ja. Jaz to mislim, da vest je v bistvu tvoja lastna presoja o tvojem ravnanju. Ali je to ravnanje, to obnašanje, to dejanje sprejemljivo po tvojih lastnih normah, tvojih lastnih moralnih prepričanjih. In če ti rečeš, glasoval bom po svoji vesti in se vzdržiš, pomeni, da svojega prepričanja enostavno nimaš. Oziroma imaš prepričanje, ki je takšno, da ga nimaš. In jaz osebno bi rekla, da to ni bila vest, ampak je bila korist. Ali pa interesi države, tako kot je rekel Boštjan, se oboje je možno. Poglej, a je v interesu države imeti pokvarjenega ministra? Ja, očitno oni ocenjujejo, kot sem prej razumel Boštjana, da je pač bolj pomembno, da je minister, kot da ni ministra, pa bi bila težava izvoliti novega. Jaz ne ocenjujem zdaj to, a je to res ali ne. Jaz probam razumeti logiko, ki je bila tu zadaj, zakaj so oni rekli pri tem glasovanju, da bojo glasovali po svoji vesti. Namreč, ker predsednik stranke, Lucija Boštjan, pač Matej Tonin, kakor sem jaz njegove izjave razumel, je rekel, da ne podpirajo pač ravnanja ministra in da mislijo, da bi moral minister iti. In potem, ko so poslanci Nove Slovenije pač napovedali, da bodo glasovali po svoji vesti, vmes smo brali neke vesti, da je predsednik vlade bil neki jezen na njih, pa je neko kosilo odpovedal, pa tako naprej, ne vem, je karkoli od tega res, ampak ko so napovedali, da bojo glasovali po svoji vesti, sem jaz razumel, da bojo glasovali pač za interpelacijo. Ali pa kvečen, če bi proti, bi me to tudi presenetilo, ampak bi rekel, ok, pač vest jim nalaga, da glasujejo proti. Zdaj so se pa vzdržali. Zdaj, po moje so brez veze tukaj govorili o vesti, ker očitno to glasovanje ni bilo na podlagi vesti. Če pa je bilo, je pa pol vprašanje, kako pa drugače glasujejo, kadar ne glasujejo po svoji vesti. Gleda, da je njihova mirna vest, kako pravijo, mehka blazina. Ja. Torej, vesti imajo mirno, blazino imajo mehko, pokriti so dovolj toplo. Skratka, jaz mislim, da država v 4 mesecih do volitev brez ministra ne bi propadla. Sploh brez Vizjaka. Ok, pač tebi tvoja vest tako govori. Moja vest bi rekla, njim pač njihova vest drugače govori. Ja. Še ni problem, ampak to me zanima. Zdaj, a veš, konc mandata je in oni rečejo, bomo glasovali po svoji vesti. Zdaj se človek vpraša, ali to zdaj vsakič, ali zdaj prvič, ali meni je to neugodno, res. Zato, ker mislim, zakaj bi zdaj posebej pri tej stvari šel nekdo govoriti, da bo glasoval po svoji vesti, če pa pol vidimo iz glasovanja, da je pa vest bila po moje lesta zadnja, na kaj so se pri tem reči. Po interesih, Če že govorimo o vzdržanju pri glasovanju in če govorimo o Novi Sloveniji, potem vsekakor moramo omeniti tistega, ki je to naredil, bi rekel, z najširšim zamahom, tako da je to opazila, bi rekel, tujina in domovina. To pa je, ne vem, če je še, podpredsednica, predvsem pa je to evropska poslanka Nove Slovenije, ki je ob resoluciji
ki je pač fiktivna, ne? Ker problemi sodstva recimo niso tisti, ki jih pač, bi rekel, prenašajo za pač neposredne politične interese volilne kampanje v Bruselj, SD in njihovi, bi rekel, sotrudniki. Ne? Problemi sodstva so realistično recimo tisti, ki jih doživljam jaz, pa ne hočem sebe spet, ampak lahko govorim, bi rekel, polno kompetentno o tem. Ne? In Ljudmila Novak je pač enostavno se vzdržala pri tem blatenju, ki so ga pač uprizorila, ne, ker to blatenje gre po vsej Sloveniji, ne, to blatenje predstavlja ne samo Janeza Janšo kot šefa banane republike, ampak predstavlja tudi vse Slovence kot neke banana državljane, ne. In blatenje je še toliko bolj tragično, zato ker se dogaja na osnovi pač čistih falsifikatov in izmišljij, ne, ki te stvari sploh niso resnične, ne. Mislim, pri nas vlada pač ne pritiska na medije, zato ker 90% medijev pritiska na vlado. Ne? In dobro, če pritiskajo tako kot na zahodu, recimo, ne bi bil standard v redu, ampak to pritiskajo pač stvarmi, s katerimi pač, ne vem, poglejmo necenzurirano. Ne? Vsak dan je pač nova, bi rekel, izmišljija tukaj rojena. Ne? In tako naprej in tako nazaj. Tako da moramo to videti celo sliko. Ne? Recimo, vprašanje, zakaj se je Ljudmila Novak vzdržala in zakaj je rekla, oprostite, stvari bomo uredili v Ljubljani, naših notranjih problemov, zdrah in sporov, pa ne bomo, bi rekel, prižigali kresa z njimi na bruseljskem parketu, ker bomo upečeni vsi. To je zelo dober argument, se mi zdi, Boštjan. Zakaj ti misliš, da je tudi Ljudmila Novak glasovala po svoji vesti ali ni pri tem konkretnem glasovanju? Ja, ne vem, jaz se bolj sprašujem, se pravi, jaz se z Ljudmilo Novak kar nekaj ukvarjam, predvsem zato, ker je taka izstopajoča anomalija in predvsem recimo, če že govorimo o tem, ne, zato, ker zdaj neposredno škodi Novi Sloveniji, ne, ker za stranko v času volilne kampanje, v kateri smo, do volitev nas ločijo 3 meseci, je najtežje to, da stranka ni enotna. Jaz sem to videl v Krščanskih demokratih. To se je zgodilo leta 96, jaz sem bil takrat, bi rekel, tam angažiran, ne, in sem videl, kaj to pomenil. Vida, pa Hilda, pa vsak na svoje, pa pom po medijih. Mislim, in to jaz tega enostavno ne razumem, zakaj te ženski ne rečejo pač na svidenje in z Bogom, zato ker ona dela, jaz mislim, da je to glavni problem Nove Slovenije, ne, ona dela tukaj jim res škodo, ne. To najbrž pomeni, da ona ve, da ne bo več poslanka in potem pač pravi kot Ludvik 14, kar ona ni, pa misli, da je, a ne, za mano potopa, ne. Ampak jaz ne razumem teh fantov v Novi Sloveniji, da ji pač enostavno ne rečejo pač bodi prosti strelec in delaj karkoli. Ali se pa ti fantje tam ne zavedajo tega, da so tik pred volitvami in da jim to škodi? Mogoče jim pa vest ne da, glede na to, kako so jo zamenjali. Kaj ti praviš, Lucija? Veš, kako jaz sicer Nove Slovenije ne spremljam veliko, a ne, mi je pa... No, ampak ni nobena skrivnost, da Ljudmila Novak, ne, če se že omenja kot potencialna, kar je sicer meni parodija, ampak okej, se omenja kot potencialna kandidatka anti-Janša tabora na predsedniških volitvah, ne. Se pravi, nobena skrivnost ni, da Ljudmila Novak vleče poteze, daje izjave, kot je rekel Boštjan, ki nekako ne sodijo v diapazon politike Nove Slovenije. Ampak mislim, da se ni zdržala samo ona, se ni tudi Bogovič vzdržal. Kar se tega tiče, če se ne motim. Motim. Bogovič ni Nova Slovenija, kaj Bogovič je... ne vem, mislim, tudi tega izvoza v tujino ni bilo treba posebej narediti, ne. Mislim, mi vsi vemo, kaj se dogaja na sodiščih, a ne, samo to je prvi izvozil Janez Janša, ne. Janez Janša kot tako imenovani drugorazredni obtoženec, a ne, je bil prvi, ki je klical tujino na pomoč, kaj se njemu dogaja, ker naj bi bil obsojen zaradi korupcije. Tako da, mislim, tukaj gospod Turk mora nekaj ločiti. Biti politik na sodišču, a ne, ali pa biti univerzitetni profesor na sodišču je žalibok bistvena razlika, a ne. Ja, v Boštjanovo škodo se bojim. Odločajo o tem, koga bojo postavili v Državnem zboru za sodnika, a ne, na univerzi pa ne odločate o tem. Ja. Tako da... Je pa res, Lucija, da takrat Janez Janša, ko je to sprožil, on ni bil, je bil opozicijski politik, se pravi, ni bil na oblasti, ne, kar pomeni, da recimo je lahko bil v funkciji šibkejše stranke, ne. Mislim, jaz enkrat sem šla ali dvakrat sem šla pred sodišče, mislim, da je gospod Turk celo govoril enkrat. Ja, 3-krat.
enkrat si manjkala, moram Lucija, reči, zakaj da te sem, ni ko bilo? sem videla tiste ljudi, se poproščam, ko sem videla jaz tiste ljudi tam, Ja. sem pravzaprav videla nekaj drugega. Ne? Jaz sem videla ljudi nesrečne zaradi krivic, ki se njim dogajajo na sodišču. Vsak, ki me je vlekel za rokav in mi je razložil svojo tragično zgodbo, bili so zlorabljeni s strani sodišča v njihovih zgodbah in zlorabljeni s strani politike, tokrat SDS-ove, torej bili so dvakrat zlorabljeni. V redu, zdaj, a se tega zavedajo, se tega ne zavedajo, to je druga stvar. Meni osebno bi rekla, da je on bil tisti, ki je klical na pomoč, ki vedno kliče tujino, ne, in vedno je bil tisti, ki je izvažal. Jaz osebno sem za to, da se problemi rešujejo doma, znotraj družine, tudi družinski spori, da se ne nosijo ven, ampak se rešijo znotraj. Včasih je mogoče potrebno tudi v tujino, kakor ste vi, gospod Turk, ne, vašo zadevo predali v tujino, ne. Kot ste prej povedal, ne. Torej, včasih je treba te zadeve reševati tudi v tujini. No, ampak hočem, kar se tiče Ljudmile Novak, je tudi jaz sicer ne znam žvižgati, ampak tudi jaz sem nasprotovala njeni izjavi, bil je neko zborovanje na Trgu Republike, kjer je rekla, da bi bilo dobro, da bi tudi stranke na desni imele več notranje demokracije. In takrat se je začel huronsko žvižganje in pljuvanje in tako naprej po Ljudmili Novak. Potem sem jaz to eno stranko pač od znotraj malo bolj spoznala in sem videla, kaj je mislila Ljudmila Novak s tem. Ali je to res možno, da ne sme biti strankarska demokracija, to pa ne vem. Ja, če gremo zdaj nazaj na to vest, ne, se pravi, če vaju prav razumem, zdaj poslanci NSI-ja so lahko glasovali po svoji vesti, pa se vzdržali, potem je tudi Ljudmila Novak lahko glasovala po svoji vesti, pa se vzdržala in je pol problem naše vesti, če smo do enega glasovanja kritični, do druga pa nismo. Ali narobe razumem? Ja. Ali ti ne moreš pa enačiti naresen načaja med pomembnostjo gospoda ministra Vizjaka in med Republiko Slovenijo in njenim ugledom. To je pa pač absolutno nevzdržno. To je čisto vse, so oni glasovali po svoji lastni tu povem čisto odkrito, ali je za ministra da ali ne, ali bo minister vstal ali ne. To, kot sem rekel, samo 3 mesece pač več bi se pentlalo okrog tega. Medtem ko ugled Republike Slovenije je pa, če hočete, med svetimi stvarmi. Mislim, to pa, če si ti poslanec, europoslanec, bi rekel, izvoljen, da zastopaš interese Republike Slovenije. Ne? Ti niso izvoljeni poslanci Nove Slovenije, da zastopajo interese ministra Vizjaka, zato jih niso izvolili. Oni jih lahko zastopajo, lahko jih ne zastopajo, lahko pa se vzdržijo glasovanja. Medtem ko Ljudmila Novak pa se ne more vzdržati, ker ona je pa izvoljena, da zastopa interese države, ki jo predstavlja. Izvoli, Lucija. Oprosti, ni interes Slovenije, da živimo v nepravni državi. Mislim, tukaj dajmo enkrat si to naliti čistega vina. Ni to interes Slovenije. Lahko se mi delamo fine in govorimo o tujini, da živimo v pravni državi, ampak vi sami, gospod Turk, veste, da ne živimo v pravni državi, da se ne držimo predpisov, da sam minister Vizjak pravi, da njega ne zanimajo predpisi, da je vsebina važna, kaj on hoče doseči, ne kaj predpis govori o tem. To je popoln razpad pravne države, kar mi ta hip živimo tukaj. In zakaj ne bi o tem neka zveza evropskih držav z daljšo tradicijo? Jaz se z vami, gospod odvetnica, popolnoma strinjam, ampak problem ni ta, da smo zdaj mi dali ven, se pravi, vse te primere, pa Noviča, pa Periča, pa mene, pa vse to, kar je bilo tokrat in tokrat na Faktorju, ampak da smo dali ven pač neimenovanje 2 tožilcev, od katerih, ko sem jaz informiran, je bil eden celo tisti, ki je pač zatavšal to, da ni zadeva pranja tiste iranske milijarde prišla naprej, ampak to ni nobena zgodba, so tam 2 tožilca ali pa nista, ne, mislim, sej nekih držav jih ima, nekih držav pa preprosto nima, ne. Če podpišeš, da jih boš poslal in potem se tega ne držiš, potem si svojo ne, se strinjam, recimo, pač, da bi bilo treba jih poslati ali pa ne poslati, ampak jaz ne ocenjujem, da je to tako pomembno, da je to potem neke vrste razlog, ne, da se državo pač blati in prikazuje kot tako. Ne. Ampak Boštjan, kaj pa če recimo Ljudmila Novak pa se strinja s tem, kar piše v tisti nesrečni resoluciji? Ali pa saj ni proti tej resoluciji, pa zato ni glasovala proti? Potem je glasovala po svoji vesti, ne?
Kako naj se strinja s tem, če v tej resoluciji so same, izmišljije, to sem že 10-krat rekel, kako naj se strinja s tem, da vlada posega v avtonomijo medijev, v katerih slovenski evroposlanci, ki so glasovali za, v avtonomijo faktorja, jaz ne da bi vedel, požar reporta, ne da bi vedel. Saj so bili tudi evroposlanci iz Slovenije, ki so glasovali za, če se ne motim, ne? Se pravi, Ljudmila Novak ni zdaj tista edina, ki je... Ne, jaz sem Ljudmila Novak govoril zgolj zaradi tega, ker je to Nova Slovenija in ker je pač bila izhodiščna tema, pač vzdržanje poslancev Nove Slovenije. Zgolj zaradi tega. Če tega ne bi bilo, jaz o Ljudmili Novak ne bi govoril, ker v bistvu že itak absolutno preveč pozornosti deležna, ker ona je pač človek, ki je pač premagal Petrov princip, to je to, da pač vsak se ustavi na nekih mejah svoje sposobnosti, ona je pa prišla tako kot v neke vrste totalitarnem sistemu, pač svojimi absolutnimi nesposobnostmi, ker v svojem življenju ni povedala enega stavka, ni naredila ene stvari, po kateri bi se jaz njo zapomnil, ne na profesionalnem področju, ne v politiki, je prišla pač na sam vrh, in se z njo ukvarjati, se je pač to škoda obremenjevati gledalca in izgubljati dragocen čas na faktorju. To je pač facit tega. Ja, zdaj... Pol me zanima vajino mnenje, se splača trkati na vest politikov? Mislite, da to v teh razmerah, kot smo jih zdaj recimo na 2 primerih videli, ne? Takrat, ko je recimo, kot pravi Boštjan, na eni strani je ugled države na kocki, na drugi strani je ugled pač vlade, mogoče celo obstoj vlade, koalicije, ne vem, na kocki. A se v takih trenutkih splača trkati na vest politikov ali je to že vnaprej boje brez upa zmage? Kaj vi mislite? Ugled Jugoslavije je bil baje velik. Ne? Na pogrebu Tita je bilo baje največ državnikov. Kakšna je bila Jugoslavija, koliko ljudi je bilo politično zaprtih, kaj je bil Goli otok, koliko jih je bilo pomorjenih. Hvala lepa za tak ugled. Tudi če ga je uživala, je bil lažniv ugled in je bil laž vseh politikov. Dejansko smo bili dolžni in dejansko je bilo vse strah, ali bomo ta denar vrnili ali ne. To so fakti bruti tukaj. In tak ugled, če pa Slovenija temelji na zunanjem ugledu, mi znotraj pa vemo, da je gnila, da je dejansko razpad sistema kot takega, da več noben sistem od šolstva, zdravstva ne deluje, sodstva ne deluje tako, kot bi moral delovati. Jaz takšnega ugleda ne rabim. Mislim, jaz si lahko govorim, mi živimo v ugledni državi, jaz ne rabim pohvaliti tujcev, jaz hočem živeti v spodobni državi, samo to. Pa če me tujci hvalijo ali pa pljuvajo, vse je na figa. To je moj princip, taka je moja vest, evo. Ampak kako zdaj politiki, takrat, ki tehtajo interese države ali pa interese recimo vlade, se ima smisel trkati na njihovo vest ali ne? Poslušaj, smisel bi imeli, a ne, samo žali Bog, jaz sem za ta ameriški sistem, ti ne moreš biti politik, če si revež. Mislim, zdaj se bo to grozno slišati. Ne? Ampak da ti pobereš politike in se grejo politiko iz zavoda za zaposlovanje, pomeni, da so odvisni od tebe, torej od tistih nekaj odločujočih ljudi. Mislim, da mi vidimo, kako se gospod predsednik vlade vozi na jahti z nekom, ki je dobavitelj medicinske opreme, za katerega vemo, kako se lobira in tako naprej. In hkrati ustanavlja preiskovalne komisije, ki to raziskujejo, torej nekoga, ki je konkurenca temu ladjarju, ali kako bi rekla. Zame to ni, da bi lahko sploh upali na kakršnokoli vest pri tej garniturni politikov, ki jih imamo trenutno. In če bo šolstvo šlo v to smer, potem tudi ni za pričakovati, da se bo odnos ljudi do tega, kaj je moralno, oziroma do vrednot, kakšnimi vrednotami mislijo živeti v prihodnosti, spremenil na boljše. Mislim, če je vrednota imeti in nagrabiti čim več denarja, ne glede na način, ki ga imaš, potem se nam ne obeta pač nič dobrega. No? Boštjan, kaj ti pravi? Jaz ne bi dramatiziral tega, da je bil pač nekdo, on je bil takrat Janez Janša na tistih obeh posnetkih, pač, če ugotovim čist dejstva, bil pač človek iz opozicije in takrat je kazalo, da bo večno v opoziciji, se pravi na Mauriciusu in
in tam na tisti jahti zdaj pa ne vem, je to jahta od Dimnika ali jahta od Marčiča. Mislim, da je jahta od Marčiča, ne. In Marčič ga je, mislim, če pogledaš tiste posnetke, ne, pa če pogledaš, bi rekel, obraz Janeza Janše, pa kaj dela Božo Dimnik, vidi, da sta to pač ločena svetova, ki oba bereta svojo revijo, Dimnik Playboy, če sem to prav videl, ali nekaj podobnega, no. Ali bil je v Playboyu, no, nastopil je, bil pa je, imel pa intervju. Dimnik bere Demokracijo, Janša ima pa daljince v rokah. No, hočem reči, človeka, ki nimata pač ene, bi rekel, človeško skupne točke. Razen, da sedite v dnevni sobi v Janševi hiši, ne? Kjer to je pa tretja fotografija, ja. Ni držal daljinca, ne? Ne, hočem reči, to je pa druga, pa nočem biti zdaj odvetnik, Janeza Janše, vsega on ga ne rab, niti si jaz to najmanj želim, niti bi rekel, ne, ampak zdaj pač tisto je pa pač očitno, če se igra z otroško pistolo, ne vem, ampak sej, da se ne bi bil, če bi Janša kaj skrival, ne bi bil tako... Da se ne bi mi zapletali zdaj nekam, kar ni... Ne bi bil tako sproščen, ne bi dal Dimniku pištole oziroma puškice svojega otroka v roke, mislim. Jaz recimo si predstavljam, ker imam otroke, a ne, mislim, to hočem reči, ne. Sej, če mi zaupamo v vest politikov, recimo, ne, meni osebno ni problem, če Janez Janša pač je na jahti, pa Božo Dimnik pri njemu doma, pa tako naprej. Če jaz Janezu Janši verjamem, da takrat, ko bo treba, bo on ravnal po svoje vesti, ne pa iz nekih drugih razlogov, recimo materialnih ali kakršnih koli že. In to bi vaju rad vprašal. Vidva verjameta slovenskim politikom, da takrat, ko je treba, ravnajo po svoje vesti, ali jih kaj drugega premaga? Še ko oni lahko ravnajo po svoje vesti, ampak imajo kosmato vest, ne? No. Mislim, jaz še vedno ločujem to, ne, da niso vsi isti, ne, mislim, če pogledam, mislim, SDS, to sem ti povedal, Aljuš, ne, ti si pač, mislim, prepameten, da bi bil jim prepošten in imaš premočno vest, da bi bil lahko zdaj pač tam med njimi. Ja, potem boš vesel, da že 4 leta nisem. Ne, mislim, sej to sem jaz povedal, pa mislim, sej to ni nič tazga, ne. Konec, če se pa začnem ukvarjati zdaj, kaj vleče pa tvoje nekdanje kolege v politiko, in pogledam, kakšno vilo ima Katičeva in bi rekel, Gliks iz Reporterja je pisal odlične reportaže o tem, kaj je Furs meni ali kaj je menil o tem, odkot njej in možu dohodki, da tako stvar zida, in je bil odgovor, da je to samo zunanja fasada, hiša pa znotraj nedokončana. Se pravi, ne, in če se vprašam, kaj žene Matjaža Hana, a ne, potem ne vem, a ga ženejo Ideali, a ga žene Petrol servisa, ne, se pravi, kjer ima svoje čistilne servise inštalirane na Petrolu, in tako naprej, a ne, in tako naprej, a ne. To so legitimna vprašanja, se in strinjam. kaj žene ljudi, ki se zbirajo v Forumu 21, zdaj na desnici pa jaz takih ljudi ne vidim, z izjemo Bavčarja, ampak Bavčarja jaz nikoli nisem štel k desnici. Čeprav pa seveda mu pa priznavam to, da pa vprašanje, če ne bi bilo Bavčarja, kako bi osamosvojitvena vojna krenila, ker je pač najtežja, ta človek je res sposoben, ker je najtežji del obrambe v najbolj kritičnih momentih, se pravi do odkritja skladišča v Borovnici, počival na policiji, ne. Ja, zdaj policija, ti praviš, imajo politiki kosmato vest, če te prav razumem, na vest politikov ne kaže preveč računa. Veš, kako je mene vedno moti, ali pa ne, no, ali je pa to enačenje, ne, torej v bistvu sami sebe politiki enačijo, ja, vsi smo mi to naredili, ampak ne, oni so ukradli pa še več. Ne, mislim, to dejstvo, da zdaj, če je ta ukradel več, jaz pa še manj, zame ni nek tehten argument, da sem boljši, a ne. Če pač še nisi imel možnosti, še nisi tako dolgo pri koritu, ali pa ne znaš, ne. Mislim, to bolj kaže na to, da nimaš vesti, ki bi ti rekla ne kradi, ampak imaš vest, ki ti pravi, ukradi toliko, kot je ukradla leva stran, recimo, zdaj tokrat desnica, in potem bojo rekli ta levi, oni so ukradli tukaj, mi pa še zdaj nismo dosegali in bomo še mi kradli. Skratka, bojim se, da s politiko pa vestjo, ja, imajo pač kosmato vest, neko vest imajo. Jaz ne vem, recimo, mislim,
Neka stvar, ki jo pač opažam v zvezi z Janšo, je to, da mislim, karkoli si jaz mislil o tem, kar bom zdaj rekel, ne. Ja. To, Samo moraš pač hitro povedati, veš, kaj smo na koncu. Da je ta človek neuničljiv, ne. Mislim, 30 let ga že uničujejo, pa enostavno je tako, kot vedno je na vrh, vedno. In to je pač zaradi tega, ker očitno ima tako in tako zaupanje toliko in toliko, bi rekel, ljudi in očitno pač ga toliko in toliko ljudi v Sloveniji ne povezuje z ničemer, oziroma, no, da sem točnejši, ni se našel še noben čisto konkretni dokaz, pri Jankoviću se jih je pa našlo. Kot ti hočete, ker smo z Jankovićem začeli, da bi bil ta človek česa kriv. In jaz sem recimo, moja knjiga Kota 101 je pač analiza Patrie in mislim, jaz sem bil pač večkrat, sem se tudi izpostavil in moram reči, da nikoli nisem obžaloval, ker nikoli nisem našel niti enega posrednega ali neposrednega dokaza, da bi bil ta človek res česa kriv, kar pa pri Jankoviću cela Slovenija vidi, ne, mislim. 37 let, Boštjan, od leta 84, ko je kandidiral za predsednika Zveze socialistične mladine Slovenije. Mislim, jaz tega ne jemljem kot negativno. Pač. Ali imajo politiki vest ali ne, gledalke, gledalci, presodite sami. Za danes pa Lucija Šikovec Ušaj, dr. Boštjan Marko Turk, najlepša hvala za vajne komentarje. To je bil o vesti politikov, že 662. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, kaj nam krade spanje in od kod so sanje. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.